Evo, en video, v katerem vam pokažem, kako sama delam posnetke, kjer je bolj poanta na govoru, manj pa na dogajanju na ekranu. To se pravi, to so posnetki, kjer lahko recimo, ne vem, mogoče gre za neke vodene meditacije, vodene vizualizacije, mogoče za posnetke, kjer narediš, ne vem, tale podcast varianto, to se pravi, kjer v bistvu posnameš govor in potem v bistvu samo dodaš eno samo sliko, ne. Skratka, pač poanta je v tem, da pač slika je tista, ki pravzaprav spremeni ta naš govorni del v to, da pravzaprav dobimo neke vrste video oziroma da sploh lahko dobimo video posnetek. Ker namreč, če posnamemo samo govor, bomo imeli potem MP3 posnetek, če pa si ga mi želimo, ne, to se pravi, če pa si mi želimo, da imamo to narejeno kot video posnetek, pa potem potrebujemo vsaj eno sliko, ki se pač temu govornemu delu doda in v bistvu dobimo, bom rekla, video posnetek, ki ga lahko pravzaprav potem naložimo ali na YouTube ali pa na recimo ali pa v spletno učilnico ali kakorkoli. Video vodič, ki sledi, je inštrukcijski video, ki prikaže, kako se določena zadeva naredi tehnično. Zdaj, za dober izkoristek tehničnih zadev je pa seveda nujno poznati osnove kreiranja, menedžiranja, facilitiranja in pa promoviranja spletnih izobraževalnih programov. Zato te vabim, da si pogledaš še brezplačen mini trening online programi od kreiranja do promoviranja. Ok, zdaj jaz sama za to uporabljam Screencast-O-Matic, tako da v bistvu najlažji način je, da se gre tukaj narediti scripted recordings, način snemanja, to se pravi, tukaj desno zgoraj kliknemo. Zdaj, tukaj ne te ne zavede. Scripted recordings pomeni v bistvu, da delaš na podlagi skripta, to se pravi na podlagi enega scenarija, na podlagi napisanega govora. Seveda to ni nujno res, ne? Ti ne rabiš najprej spisati teksta, pa vse imeti v nulo napisan. Gre bolj za to, da pač scripted recordings način omogoča pač ta način, kjer najprej začnemo z govorom. Tako da v bistvu tukaj zadeva deluje. Zdaj ne bom šla prav v podrobnosti, ker o tem imam narejene vodiče, ki prav razlagajo pač ta scripted recordings način. Tako da poglej, če imaš dostop, si poglej v spletni učilnici, v supportni učilnici za snemanje s Screencast-O-Maticom. V bistvu vsa poanta je tukaj, to se pravi, da se postaviš v posamezno okno in snemaš svoj govor. Zdaj pač tisti, ki imate radi, da si mogoče kaj spišete, si lahko tukaj vsako sekcijo mogoče napišete kakšno glavno misel, lahko si celo v nulo spišete tekst, ne. Ni pa, tako kot sem rekla, ni pa nujno niti, da imate karkoli napisano. Da se snemati tudi na prazno, torej brez kakršnega govora napisanega oziroma brez kakršnega koli besedila napisanega. Velika prednost tega je tudi, da ko snemaš, lahko vmes narediš pavze, ne, kar pomeni, vsaka taka sekcija, ne, je lahko en del snemanja, potem pa narediš pavzo in greš na naslednjega šele, ko si mogoče malo bolj globoko vdihnil ali kakorkoli, no. Skratka, zdaj tisti, ki mogoče te posnetke uporabljate tudi za meditacije, dajte vmes tudi upoštevati, da ko delate meditacijo, da pravzaprav naredite pavzo s svojim lastnim glasom, ne. Ker če ne bo te pavze, jo boste potem morali dodatno dodajati tekom posnetka, tako da tukaj naredite, ko snemate, recimo sploh, ko gre za neke vodene vizualizacije ali meditacije, snemajte na enak način govor, kot bi to snemali v realnem okolju. To se pravi z vsemi premori, daljšimi pavzami in tako naprej. Skratka, evo, to je tole. Potem pa, ko imamo mi posnet tale naš posnetek z govorom, bom tukaj le pokazala enega, ki ga že imam narejenega. Bo to tako izgledalo nekako, tlele boš imel mikrofončke, pa tlele bo že nek govor in tako naprej. In prva stvar, ki jo naredimo, je, bomo dali sliko zraven. Tako da to je najlažje narediti, takole, da klikneš na record video. In jaz si potem takole v PowerPointu si naredim, imam eno sliko, pač lahko je neka slika, lahko je to tudi screenshot zdajle, lahko tudi narediš direktno v Canvi ali kakorkoli. Skratka, kar je zdaj tukaj bistveno je to, ne, da tale okvir snemanja je samo na tem delu, to se pravi, ga povečamo tukajle na celoten ekran, full screen.
Zdaj pa pazi, ne, če boš zdaj to začel snemati v tem momentu, bo kaj to pomenilo, ne, da se bo posnelo tudi tole vse gor, ne. Mi pa želimo eno lepo sliko samo tegale dela zaslona, kjer je napisano, narisano, kar pomeni, da povečamo to sliko čez cel ekran. To se pravi, diaprojekcijo damo v način prezentiranja, ne. To daš tukajle spodaj na tejle ikonci ali pa tukajle pod diaprojekcija daš od začetka ali pa gumb F5. Skratka, kjerkoli varianta, pritisneš, bo naredil takole čez cel ekran. In potem vse, kar rabimo narediti, je pritisniti rekord. In tukaj boš že videl, se začne tale, tukaj piše section 1, kar pomeni, da se v tem momentu začne predvajati govor, ki je posnet v ozadju. To ne rabimo snemati več kot, ne vem, 2-3 sekunde in potem ugasnemo in rečemo done. Ker bo ne glede na to, koliko je posnetek dolg, tudi če si ti snemal, ne vem, 20 minut meditacije, bo dovolj samo pač ta začetni screen, to zdrav samo začetek tega, ta vizualni začetek, ker bo pravzaprav potem dodal to čez celotno zadevo. Ok, zdaj imamo mi tole našo meditacijo, sliko imamo narejeno, govor imamo posnet, zdaj pa samo še finese narediti. Gremo tukajle v edit video in v tem delu bomo zdaj prva stvar, ki jo bomo naredili, bomo dodali pauzo. Namreč naš govor, ne, naš posnetek se je začel direktno v tistem momentu, ko smo začeli govoriti, ne. Ponavadi ne naredimo na začetku majčkeno pavze, ampak takoj začnemo govoriti. In zdaj, če mi želimo, sploh pri kakšnih vodenih meditacijah, če želimo ustvariti na začetku en, bom rekla, 5-10 sekundni, bom rekla, samo ta zvočni uvod, rabimo dodati v bistvu neko pavzo. Tako da tukajle med tools poiščemo insert pauza, pa rečemo enih 5 sekund bo dosti, jaz ponavadi dodam 5 sekund na začetku, takole z modro ti zaznači, pa jaz še na koncu potem tudi dodam eno takole pavzico, spet 5 sekund in je to to, ne. Tukaj vmes je pa govor, zdaj tukaj pa se ne sekirati, kako pri meni izgleda, pri tebi, to se pravi, te sivi deli so tišina, recimo, ne, če si ti vmes snemal recimo meditacijo, pa če si želel, če si naredil premor, to se pravi, če si bil takrat tiho, je tukaj zdaj zaznačeno s temi sivimi deli, kar pomeni, da zdaj, ko bomo mi dodali glasbo, bo v tistih sivih delih oziroma v delih s tišino prevladala glasba. Ok? Tako, jaz sem se postavila zdaj sicer na začetek, nima veze, lahko bi bili kjerkoli, tukaj že vidimo, imamo to sliko posneto in bom zdaj še dodala glasbo. Tukajle pod music. Zdaj, nekaj glasbe je že noter, bom jaz zaenkrat vzela tukaj eno glasbo, ki jo imam pač recent. Skratka, če imaš neko svojo glasbo, jo seveda tukajle importaš, torej v bistvu uvoziš, mora biti v MP3 formatu. Bod pozoren, da ima glasba commercial use, ne, to se pravi, da imaš pravico za uporabo v komercialne namene, tako da jaz bom konkretno tulele tole vzela, Zen Stones, tale je iz Orange Free Sounds, samo tukajle pokljukam in jo bo uvozila. Uvozi jo čez cel posnetek, kar pomeni, sicer tukaj mi tega ne vidimo, ampak čim imaš tukaj pokljukano music, pomeni, da je glasba v ozadju in če bi jaz zdajle predvajala, bi se ta glasba v ozadju slišala. Tako da jaz potem tukaj, kar še naredim, je v bistvu mogoče tukajle na tole sliko dopišem še kakšno stvar, torej pod tools, overlay, dam kakšen tekst, recimo, če smo, zdaj, bom rekla, najbolj praktično je, če vse te tekste, kar želimo imeti napisano, če jih dodaš že, bom rekla, na tale slajd, na tole prosojnico v PowerPointu ali kjerkoli jo delaš. Če pa slučajno pač imaš nek razlog, da želiš, da se tekst recimo, tekst. Če želiš, da se tekst ne pokaže od začetka, ne, pa lahko tekst dodaš tukajle kot ta overlay, kar pomeni recimo, da bomo mi tukajle rekli, da se naš tekst pokaže na ekranu šele pri, ne vem, tukajle recimo pri 7-6 sekundah, ne. Bom tukajle premaknila, takole. Takole recimo, da hočem, da se pri 5 ali pa 6 sekundah šele prikaže. Skratka,
imamo posnet govor, imamo priposneto sliko, dodali smo glasbo, dodali smo pavze na začetku in na koncu. Odstranimo tukaj tole kurzor. Ta kurzor pomeni, to je tisti znakec, kjer sledi miški, tako da to odstranimo, da ne bomo v posnetku imeli to narejeno. Potem je pa fino, da v tej fazi poslušaš posnetek, da slišiš, koliko na glas je glasba, pa koliko na glas je govor. Namreč on tukaj lahko vidiš, on loči, kaj je govor, pa kaj je glasba. In tukaj lahko potem se ti poigravaš in v bistvu recimo na teh 3 črticah lahko povečuješ, to se pravi narration je govor, lahko povečuješ jakost zvoka in na glasbi povečuješ ali znižuješ jakost glasbe. Skratka, v bistvu tukaj se lahko poigravaš, moraš upoštevati pa tudi to, da tudi on upošteva to, da ko so deli tišine, to se pravi, ko ni tvojega govora, bo glasba avtomatično šla bolj na glas, v delih, ko pa ti v bistvu govoriš, bo pa avtomatično šla majčkeno bolj potihem. Tako da na začetku, ko loviš še ta občutek, kdaj naj bo na glas, pa kdaj naj bo potihem, mogoče malo preposlušaj različne dele, ne, to se pravi, dele, kjer imaš tišino, da vidiš, koliko je tam na glas, in dele, kjer imaš govor, zato da uloviš v bistvu to intonacijo oziroma da uloviš to glasnost. Potem je pa vse, kar rabiš narediti, je tukaj le dati done in bo zadeva spravljena, in pa tukaj le samo daš še save as video in v bistvu izbereš naslov, narediš naslov, če ga še prej nisi dodal, in pa izbereš, kam naj se shrani in daš publish. In to je to. Predstavljeni video vodič oziroma funkcionalnost, ki smo jo spoznali, je seveda samo delček tega, kar nam ponuja svet spletnih izobraževalnih dogodkov oziroma svet sodobnega online e-podjetništva. Zato vabljen, da za konkretnejše rešitve obiščeš e-dogodek.si.